Dragi moji, lep pozdrav, dobrodošli na Soul Room Show. Še en četrtek, hitro minevajo dnevi in tedni in s tem se tudi mi malo bolj spoznavamo in verjamem, da tudi vi skozi to, da se družimo, prihajate do kakšnih novih pogledov na svet, na življenje. Vedno, ko vam oddajo, si predstavljam, da ste tukaj zraven mene. Ker ta oddaja res, da je v nekem pomenu med nami razdalja, še vedno je tukaj v živo. In zmeraj si predstavljam, da z vami komuniciram, ker imam rada to komunikacijo. Ker si želim, da bi se vsi vi, katerim tudi jaz namenjam to oddajo, počutili, da ste videni. Ob vseh mojih spoznanjih, ki jih imam, vedno znova prihajam do tega uvida, da ljudje, ki smo drugačni in ki imamo tukaj noter eno hrepenenje po božanstvu, smo dostikrat osamljeni ali nerazumljeni ali mogoče nevidni, tako kot sem rekla. In gremo eno, lahko rečem, zahtevno pot skozi življenje. Dostikrat naletimo na ovire, ki jih ne razumemo, in velikokrat se zapletamo v odnosih, v katerih dostikrat verjamemo, da so taki zaradi tega, ker, to se pravi odnosi, mislim, ne? Da so odnosi taki, ker imamo ali neko slabo karmo, ali da smo slabi, kakorkoli. Velikokrat v naših odnosih nekakšne zaključke, ki so pravzaprav ena sama laž. In velikokrat prenašamo v teh odnosih, da smo nekje postavljeni, nekje tam na stranski tir, ker ravno duše, ki imamo noter hrepenenje, se velikokrat znajdemo v življenjskih situacijah, kjer ne vemo, kam pašemo. Nimamo oprijemljivega, tistega sidra, če bi rekla, ne? Ker se na nič ne moramo res tako prijeti. Ker ljudje, ki so razumski, intelektualni, imajo neka sidra, ne? V smislu, jaz sem dober v tem, imam to izobrazbo, jaz vem, kaj hočem, jaz imam ta cilj. Dočim ljudje, ki imamo torej to hrepenenje po božanstvu, največkrat v ničemer temu, kar drugi najdejo smisel, ne najdemo smisla. In tudi največkrat se počutimo nerazumljeni, ker bi radi nekaj povedali svetu, ker nam svet ne daje nekega feedbacka. Mislim, tudi včasih povemo, ker čutimo nekaj iz svojih globin, da bi povedala, ne, v smislu, da bi povedali tudi kakšno resnico, da bi povedali kakšno mnenje. Ampak največkrat, tudi če je to še z najbolj dobrim namenom, ni nujno, da je tudi odziv okolice pozitiven. Ker pot do pekla je tlakovana z dobrimi nameni. In mi, ki smo željni, da pomagamo, govorim mi, ki smo torej mogoče z enim notranjim klikom po temu, da delamo za nekaj višjega, za nek višji namen, mi dejansko čutimo to potrebo, da bi radi spremenili mogoče tudi okolico, da bi spremenili ljudi, da bi jim pomagali. Ampak ne znamo, nimamo mogoče ta pravega načina in včasih se zaletimo na ta način, da rečemo z nekim mogoče premočnim prepričanjem, to je tako pa tako, to naredi tako pa tako. Skratka, včasih imamo preveč močno idejo o tem, kako človeku pomagati. Na drugi strani se pa ta človek začne braniti
In zgodi se, da seveda pride do še večje konfliktnosti. Tukaj bi rekla, da velika ženske smo res bolj intuitivne in res vidimo stvari. Ne? Primer iz prakse se mi zdi najboljš, je bila premenjena gospa in rekla, jaz to vse, kar ste mi povedala, točno jaz vse to vidim. Vidim v mojem možu točno to, kar ste mi povedala in točno tako se vede in vse je tako. In ko mu jaz to govorim, on samo se brani, je jezen, me nadira in tako naprej. Pa čeprav mu jaz to isto govorim, kako je to možno? In potem smo se pogovarjali o tej njegovi situaciji. In je dejstvo, da nekdo, ki je v stiski, recimo, da je to eden izmed naših družinskih članov, to stisko doživlja drugače, kot jo doživljamo mi v odnosu do njega. In to, kar mi želimo nekomu pomagati, takim želimo pomagati, mogoče ne zna videti, da je to pomoč. In čeprav si najbolj od vsega prizadevamo in želimo, da bi temu, ki ga vidimo, da je v stiski, da je v problemih, da ne vem, zaradi tega ima neke mogoče zdravstvene težave ali je zaprt vase, karkoli, nam je to po našem ali pa preko našega uvida vse veliko bolj jasno, kot tismo, ki je v tem. In vedno se pojavlja to vprašanje, kako zdaj mi pristopiti, da bomo s tem pogledom, ki verjetno res več kot tiskaj nekdo, ki je noter v zgodbi, kako to povedati, kako to predati, da bomo res lahko pomagali. Ker velikokrat se zgodi, da ko jaz vidim, da ima nekdo probleme in da je nekdo čuden, recimo temu, da je to partner, ki je čuden, da se čuden vede, jaz lahko v njemu vidim neko stvar, ki je res. Recimo vidim, da je v njemu neka druga oseba, da ni on, da se vede čudno, nenavadno, da je pod nekimi, recimo temu, vplivi. In jaz lahko kot partner norim od tega. Ker to se zelo pogosto dogaja v odnosih, ker v praksi, ki jo imam, ogromno žensk to tudi pove. Ker vidijo, da je nekdo torej pod vplivom, da je recimo primer mož pod vplivom svoje matere. In ta ženska recimo to vidi, opazi, da on ni v redu, da se ona dva med sabo ne morata ujeti, da je skozi nekaj vmes, da se skozi dogaja nekaj, kar razdira odnos. Ali sploh ne more priti do komunikacije. In ta ženska na tej strani to vidi, kaj se dogaja. In njej se začne počasi smešati, ker začne govoriti, pa ni slišana, ni videna, ni upoštevana, samo upor. A v bistvu ima prav, ne? Velikrat ima res prav, velikrat prav vidi, velikrat so njeni vidite pravi, ampak kaj ne ona zdaj s tem naredi? Kako ne s tem živi, ko pravzaprav včasih je še težje živeti s tem, da vidiš, ker bi bilo mogoče bolje, da ne vidimo, pa pogledamo stran, ko pa mi to vidimo in vidimo te stvari, ki niso okej. Ker recimo veliko ljudi je senzibilnih, sploh ženske res smo bolj intuitivne, bolj zaznavamo te energije. Ne? In ko vidimo, kolikrat nas zagrab ta nemoč, kaj ćemo zdaj narediti? Ne? In seveda mi začnemo potem to izražati, govorimo, pa daj bod tak, daj se spremeni, daj naredi nekaj, daj ne vem, nekaj naredi z eno besedo. Ne? In recimo, če to spet v tem odnosu mož, on tako gleda. Kaj hočeš od mene? Jaz ne morem nič narediti. Skratka, pade v še večji stres, v obrambni mehanizem. In jasno, rezultatov ni. Čeprav ta ista oseba, ki recimo dostikrat se zgodi, recimo ta mož, ki ima probleme z alkoholom lahko ali pa z nekim drugim problemi, ker odnos pač obremenjujejo, bi bilo fajn, da kaj naredi, ne? Mi se vsi srečujemo s tem, da če bi se mi vsi trudili za to, da bi bili boljši odnosi, koliko bi bilo idealno, ampak ni tako, ne? Največkrat smo v družinah, kjer je mogoče, spet bom rekla, bolj je ta ženska večkrat iniciativna, začne delati na sebi, se spreminja, ampak tukaj pride, ne vem, v konflikt s svojimi ponavadi odnosi ali torej tem partnerskimi, kjer pa se ne premika navzgor, ne? Torej, mene to zanima, kako zdaj najdete ten balans, da bomo ob tem, ko se nam tudi vidi povečujejo, ko se nam intuicija povečuje, lahko preživeli, da ne bomo skozi vznemirjeni,
In kako dejansko pomagati nekomu, ki noče. Kako nekomu dati roko, ki ne želi te roke. A je to vedno upravičeno, da rečemo, ja, jaz sam pomagati hočem. In kako to izraziti, če čutim, da bi rada pomagala, da bo to prav, ne da bo to eno vsiljevanje, ne da bo to nekaj, kar bo z druge strani en sam odpor. Zato iz prakse lahko rečem, da ta želja po pomoči je super, da jo imamo. Je pa res, da pomoč, ki jo mi res iz vsega svojega srca želimo dati nekomu, mora biti željena tudi z njegove strani. Ker na žalost ne gre enostransko. In zato se mi lahko iztrošimo, ker si želimo, vemo, kaj treba narediti, bi bilo, vsaj nekako približno, ne? Ampak seveda ni oboje stranska, ne gre obe strani. Zato bi jaz poudarila, da je treba se učiti komunikacije tudi indirektne. Da torej ne gre vse v tistem pomenu navzven. Zakaj si ti tak? Kako da si lahko? Skratka, da ne gre preko očitkov reševanje problemov, ker jih ne bomo rešili. Ne preko kritičnosti jih ne bomo rešili. Ne niti preko tega mogoče, preko te jeze, sploh ne. Ker ta dinamika, ker smo mi lahko preveč intenzivni, že tako ranjenega človeka na drugi strani, ker večina smo iz nekih, recimo temu, težkih okolij ali kakorkoli, spravi v še večji stres. In jaz sem dostikrat v oddajih temperamentna, ker to je tudi moj karakter. In želim pokazati, da se je treba postaviti po robu, da se je treba nekako postaviti zase. Ampak tudi ta pristop, da mi znamo delovati iz srca, je zelo, zelo pomemben. Ker te spremembe, ki jih mi mogoče že tako res noro pričakujemo, da se bodo zgodile navzven v odnosih in se kar ne zgodijo, in če se do zdaj niso, ko smo na en način poskušali to narediti, se tudi v prihodnosti verjetno ne bodo spremenile, treba najti en drug način. In zdaj, kakšen je ta drug način? Če mi delamo na sebi, drugi pač v naši bližini ne delajo, kako živeti s temi ljudmi? Kako v nekem bivanju, sožitju, kako doseči, sožitja ponovadi ni, ampak kako doseči, da je vsaj kolikor toliko znosno. To je tisto, kar zahteva od nas malo več. Zahteva od nas, da smo mi stabilni. Ker po mojih izkušnjah, če sem jaz živčna, nervozna in mi gre vse res tisto na živce, ne bom uredila nič. In vse, kar delam iz tega čustvenega naboja, ne prinese nobenih rezultatov. In zato iz svoje izkušnje govorim, da so povprečno ljudje pripravljeni, ne govorim vsi, ampak povprečno ljudje pripravljeni z nami komunicirati, ko mi več tukaj noter nismo ne jezni, ne nervozni, ne slabe volje. Povprečno se odnosi, ne govorim, da je to možno povsod, ampak je pa veliko večja možnost, da se neke spremembe zgodijo, če torej mi sebe spravimo v srce ne na en način, ampak da se mi naredimo spravo sami sabo. In v tem primeru, da smo mi v miru, sami seboj. Se pravi, vemo, da je vse v našem, recimo, eni družini po domače razšteljen. Ampak eden naj bo steber, naj bo ta svetilnik.
In svetilnik ali pa steber ne moreš biti, dokler si čustveno nestabilen, dokler imaš kakršnekoli te mogoče močna nihanja čustev, dokler imaš svoje lastne prizadetosti. In zato je smiselno sebe noter graditi. Da mi, ne glede, kako je mogoče zahtevno, sebi dajemo to, kar potrebujemo, kar mogoče pričakujemo tudi od okolice. In s tem počasi se začenjamo mi na nek način odklapljati od te okolice. Ker dejstvo je, da ta okolica v našem življenju nam vse odslikava. In ne, niso oni, ki nekje tudi pravijo, ja, oni so tisti te motijo, ki so enaki kot ti. Jaz se s tem ne strinjam. Včasih je lahko tako, velikokrat pa ne gre za to. Velikokrat gre pa tudi za to, da smo mi senzibilni in zaznavamo v posameznikih določene energije, ki so res lahko zelo moteče. Ker so ljudje, ki stopijo v našo bližino in mi smo nervozni. Nas iritirajo. In kaj je to, kar nas iritira, če nekdo niti ustne odpre? Je torej energija. In ker je ta senzibilnost, ki jo mi imamo, lahko taka, da mi ogromno enih energij okrog sebe doživljamo. Zdaj, če smo mi v tem senzorju skozi in skozi nekaj čutimo, pa se res ne počutimo dobro v sebi. Zato je fajn ta senzor, ki ga imamo, ki nam ga je dal stvarnik, da zaznavamo, da čutimo, spraviti v neko, recimo temu, ne bom rekla nadzor, ker ni ta pravi izraz, ampak tako, da ga mi lahko kontroliramo. Ker če ta mehanizem, ki je subtilnost, kontrolira oziroma deluje mimo naše volje, pa smo mi non-stop v nekem iritiranem stanju, če smo seveda zelo občutljivi. Zato je fajn ta senzor malo vzeti v svoje roke, vajeti. Da v tem primeru, jaz ostanem mirna, ko pride v mojo bližino nekdo, ki ima nizko energijo. Da ne grem torej v to njegovo energijo, v kateri je on. Da se ne odzivam na tisto, kar prihaja od nekoga. Se pravi, da ne grem v neko instinktivno odzivnost. To je to, kar govorim, da je fajn dobiti eno tako kontrolo nad temi svojimi senzori. Da se torej ne odzivamo tako, ker nam okolica reče odzovi se tako, to nam ne rečejo fizično, to nam sporočajo skozi energijo. In da probamo ostajati v sebi, brez da gremo v negativna čustva. Brez da mi se jezimo, da smo v strahu, zaskrbljenosti, da čim bolj zmanjšamo odzive naših negativnih čustev. To je za vsakega od nas zelo pomembno, da ohranjamo mirnost in pa seveda tudi energijo svojo. Ker največ energije izčrpamo, zato ker ta instinkt znotraj nas non-stop meče v te odzive. Zdaj se sekiraj za to, zdaj bo jezen, zdaj bo žalosten, zdaj bo zaskrbljen. Skratka, polno teh informacij naš um projicira. In če mi smo v tem stanju uma, pa se skozi to dogaja. In cel dan mine v nekih čustvih. Včasih smo pa že tako otopeli, da niti tega več ne čutimo in smo samo še brez energije. In smiselno je, da ta proces spremembe, ki si jo želimo v okolici, začnemo na ta način, da se umirimo.
da postanemo čuječi na te svoje odzive, da gremo res v brezgrajnost in da do vseh teh, ki bi sicer, ne vem, jih včasih utopili v žlici vode, razvijemo neko notranje sočutje. Ker vsi, ki nas iritirajo v našem življenju, imajo svoje zgodbe. In kaj, če smo mi poklicani k enemu poslanstvu, da lahko odpuščamo, ker drugi ne morejo, ker lahko razumemo, ker drugi ne morejo. Včasih je ena taka beseda, razumem te, lahko zelo čudežna, ker v bistvu daje možnost nekomu, ki je spet, bom rekla, v stiski, da obstaja nekaj, in v tem primeru ste lahko to vi, ko človek reče, da si oddahne. Ker ogromno ljudi je od znotraj znerviranih, ker nimajo sidra. In dajmo v takem, tako priporočam, da gledate tako, da postanete vi ta sider. To ne pomeni, da si ta sider za sebe, mislimo, ne? Se pravi, da se čim bolj prizemljimo v ta trenutek in da tudi, če ste zbirali, nabirali znanje iz različnih duhovnih poti, zberete te izkušnje v svoji glavi in jih prenesete v srce, v dejanje. Ker cilj duhovnosti po Bogu je, da smo mi od znotraj čim bolj povezani in čim bolj podobni tej vibraciji, ki je božanska luč v nas. Da smo v celem svojem bitju nekako čim bolj z njo poistoveteni, torej z svetlobo. In žal je tako, da je ta proces, žal, v narekovaju, ne bom rekla žal, bolj bi rekla dejstvo je, da je proces spreminjanja našega osebnega jaza, ki je navajen na ta na zemeljsko življenje, spreminjanje tega osebnega jaza je zahteven proces. Ker ko mi, recimo primer, pridemo v eno duhovnost, eno dobno duhovnost, pridemo ponovadi, ker iščemo pomoč. In mi se tam ponovadi takole opremo na neke izhodiščne točke te duhovnosti, ki v nas včasih prinesejo tudi napačne informacije. Naprimer, meni pripada najboljše. Zaslužim si ljubezen. To sta dva taka prepričanja, ki nista čist točna. Ker z mentalom ustvarjena ideja, meni pripada najboljše, jaz si zaslužim to pa to, zbuja čist napačne energije znotraj nas. In se lahko zgodi, da se zaradi tega v nekem pomenu celo opremo na ego, ki pa te besede ljubi. Bolj smiselno je, da mi postanemo to, kar mogoče si želimo. To pomeni, ne, jaz si zaslužim imeti dobrega partnerja, ker če si to rečemo, bo naš hotel razlago, zakaj si to želimo, zakaj si to zaslužimo. Torej, rabimo to utemeljiti. Po božanstvu pa nič ne rabimo utemeljiti. Je pa to naravno. In tudi, če rečem, meni to pa to pripada, jaz moram ki hoče imeti kontrolo nad vsem, razložiti, zakaj meni to pripada. Naprimer, nimam denarja in meni pripada denar. To je moderno, ne, v novodobnih duhovnostih. Seveda ti pripada denar. Ja, če ga nisi imel 30-50 let, ga v naslednjem letu sigurno ne boš imel z istimi prepričanji. Tudi, če si skozi govoriš, da ti pripada. Zato pravim, da tako, kot smo živeli do danes, bomo verjetno tudi naprej. Razen v primeru, da se spremenimo. In spremeniti moramo ogromno.
to, kar je ogromno pomen prepričanja, ki so v nas že vtkana noter. Ali pa z drugo besedo ideje, ki oblikujejo nas, našo lastno podobo v nas. In če vse to zaobidemo in se ne ukvarjamo z detajli, katera prepričanja, katere ideje o sebi, je v resnici še najbolj prav. Ker če zaobidemo, ne pomeni, da se zdaj s tem ne bomo ukvarjali, ampak zaobidemo ukvarjanje z umom s tem. In v tem primeru je pa potrebno, da si te prepričanja in te ideje, da jih poznam. Ne, da jih grem zdaj analizirati, ne, da se z njimi ukvarjam, ampak da jih poznam, kakšna imam. To je pomembno, da poznam. In ko jih poznam, jih lahko tudi izročim. In božanstvo ne govori v vas, tebi to pripada, ti si to zaslužiš. To ne boste nikoli slišali od božanstva. V vas, ko dovolite, da pride, če zdaj nimate zemeljsko gledano lepe izkušnje v ljubezni, pol je verjetno tukaj tudi vas prepričanje, da si tega ne zaslužite. To se pravi, govorci si zaslužim, ne bo učinkovito. Zato je treba prostor narediti ljubezni. To se pravi, izhajamo iz tega, da božanstvo deluje po enih drugih principih kot naš sploh ne po principih. In zato so za to, da mi pridemo v stik z božanstvom, potrebni čisto drugi pristopi, ki torej so izven našega uma. In to je tisto, kar je malo manj nam znano. Priznanje, rabim pomoč. In to ne pomoč od zunaj, ne pomoč od tistih, ki smo v njih mogoče verjeli, da nam lahko pomagajo, ker pri temu, da se mi zgradimo od znotraj, je res fajn, če pride kdaj tudi podpora od zunaj, ampak načeloma smo mi sami v tem procesu. In tisti, ki nam lahko pomaga, je v bistvu v nam. To je skrivnost misterija, da božanstvo ni zunaj. On je v nas. To se tako rečemo. Ampak rečemo v resnici samo iz naslova, da se jaz, človek, ki imam nekih negativnih občutkov o sebi, zavem, da rabim to pomoč. To se pravi, jaz človek, to pomoč, ki je božanstvo že v meni, prosim za pomoč. V tem primeru se pa začne noter v nas dogajati alkimija. Ko se začnemo zavedati, da je naš zemeljski človek podvržen temu, da je negativen. In da s to negativnostjo, če do zdaj ni pritegnil neke spremembe v življenju, verjetno tudi zdaj ne bo naprej. In če se mi znamo tukaj ustaviti in reči, do zdaj je bilo tako, in sprejmemo, da je bilo tako, si odpustimo. Od zdaj naprej pa, ker želim, da se moja pot spremeni, da je drugačna, spuščam v to mojo notranjost, tukaj, ker jaz do zdaj nisem znal tako razmišljati, da bi pritegnil pozitivne stvari, da se zgodi preobrazba. In to je tisti najtežji del, ko v resnici mi moramo dojeti, da ta zemeljsko gledano človek nas ne bo pripeljal v te lepe energije. In da rabimo pomoč od zgoraj, ki pa ni od zgoraj, da se razumemo nekje ven, ampak samo toliko, da vemo, da je ta pomoč tukaj iz našega božanskega jaza. In temu se odpremo. In temu damo možnost in temu dovolimo, da vstopa v te dele nas, kjer se počutimo tako, tako in tako. Vsak na svoj način. Nikakor pa ne dober. In ko se odpremo in ko to noter čutimo, da res v teh delih sebe, če si tako simbolično predstavljamo, čutim to, v teh delih sebe čutim to, da to se damo v roke božanstvu, da nam pomaga, to pa je potem sprememba, ki se začne dogajati. In isto lahko naredimo tudi v odnosu do teh naših najbližjih, ki tudi ne znajo, ne morejo, ne vejo, kaj narediti. In jih ne moremo premakniti tako na silo, da jih
tresemo, da probujemo s to drugačno energijo. Probujemo se tudi vseh teh naših bližnjih obrniti na ta njihov višji jaz. Probujemo na blag način, ker božanstvo, ja, je tudi v odločnosti, jasnosti. Ampak božanska Mati Marija, to je ljubezen, dragi moji. In tej ljubezni pustimo, da nas napolni, ker to je edina, ki nas res lahko napolni in ki nas lahko izpolni. In odprimo se tej Božji milosti. Da dovolimo, da ta milost Boga vstopi v te dele nas, kjer se ne počutimo dobro, kjer smo prizadeti, kjer smo ranjeni, karkoli. Dajmo sprejeti to Božjo milost, Božjo pomoč. Dajmo, če tega ne zmoremo sami, se obrniti na našega Kristusa, na Marijo, ker sta tukaj z nami, da bomo prišli do svojega namena tukaj na zemlji in da bomo mi od znotraj osvobojeni vseh negativnih aspektov sebe. In zato se odprimo. Vabim vas, da se odpremo tudi zdajle. Da pustimo, da vstopa luč v naša srca. Da vstopa v našo globino. In da se pustimo v srcu. Da nas ljubezen polni. Da odpravimo mogoče naš lastni upor pred ljubeznijo. Ker obstaja možnost, da se ljubezni najbolj bojimo, od vsega najbolj ljubezni. In zato so naši mojstri, Marija Magdalena, Jezus Kristus, Mati Marija, v tem času z nami, da nam bo šlo lažje in da bo tudi naša lastna zgodba in zgodba naših bližnjih, prav zaradi tega, ker začenjamo nazaj dajati sebi ljubezen in vrednost in sprejemanje, se začela spreminjati. Naj z eno besedo v božanstvo poseže v naše družine. Naj božanstvo pomaga, da se stvari postavijo na svoja mesta. Ker mi svojo močjo tega nismo naredili. In zato je dobro, da si znamo to tudi priznati, da se znamo noter v nekem pomenu, bi rekla lahko, da znamo to obžalovati, žal mi je. Za vse moje neuspešne poskuse, ko sem za silo, za pritiskom poskušal na vsak način narediti eno spremembo. Žal mi je, da sem s tem prizadela sebe, prizadela tudi vse ostale okrog v moji okolici. Prevzemam odgovornost. In si dovolimo čutiti. Dovolimo, da nas nagovori Mati Marija. Moji ljubi otroci, stojim pred vami. Dajem vam roko v tiste dele vas, kjer dvomite vase. Dajem vam roko v tiste dele vas, kjer ste do sedaj zanikali sebe kot del božanstva. Zdaj je čas, da se sprejmete v svoji lepoti.
Tu sem, z vami sem. Tu sem v podporo vam, da lahko vas vzamem v svoje naročje in da se počutite kot ljubljeni otrok. Dajem ti svoje okrilje, da se v tem okrilju počutiš varno in ljubljeno. Sprejmi Božjo milost, da te od znotraj osvobaja vsega, v čemer si ujet. Največkrat si ujet v svojo lastno iluzijo. Čuti blagost. Blagost raztaplja tvojo jezo. V blagosti je tudi razumevanje. Ko mati z blagostjo pogleda na svoje otroke, jih razume bolj, kot jih je razumela. In ko bodo tudi možje znali z ljubeznijo pogledati svoje ženske, svoje žene, se bo po zemlji začela velika sprememba. Včasih je tako malo potrebno za velike spremembe. Samo malo več prijaznosti, nežnosti. V resnici ne rabite veliko. In ravno zato, ker je tako malo tega, je tako hrepenenje po tej ljubezni. Zato, dragi moji, dejanja ljubezni, kar je lahko tudi beseda imam te rad, imam te rada, postane tu notri v tvoji celici. In v tej celici ostanejo tudi neizgovorjene besede. Tudi tisto, kar si v sebi čutil kot bolečino in jo ne hote dajo navzven. Tudi to čutite. Zato naj bo ta svet ozdravljen prizadetosti. Hvala vsem vam, ki pa ste pripravljeni, da najdete moč Boga v sebi. Hvala vam. Ljubim vas. Mati Marija. Povabim vas na naslednjo oddajo v četrtek in tudi na zapis duha, na odklepanje duha in tudi individualne procese na nivoju duha. Lahko ste jih deležni. Pišite mi kaj. Napišite mi kakšno vašo izkušnjo, vaše občutke zdaj ob tej oddaji, kar želite. Bom zelo vesela vaših komentarjev in bomo tudi tokrat izbrali, pa bomo naslednjič naredili
in krajši zapis za izžrebanega. Imejte se radi. Ne